Danes v Pomurskem dnevniku. Kopalna sezona v Moravskih Toplicah. Odpravljanje posledic neurij. Škoda neurij vidna še danes. Pomurski poletni festival. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Polovica letošnjega poletja je že skoraj za nami, kopalna sezona pa je v polnem teku. Kako so v Termah 3000 zadovoljni z obiskom, kakšne novosti so uvedli in kaj si obetajo do konca poletja, nam bo zaupal Dejan Horvat, vodja kopališča Term 3000. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, prva polovica poletja je že praktično za nami. Kako ste v Termah 3000 doslej zadovoljni z obiskom kopališča? Ko ste sami rekli, prva polovica je za nami. Mesec junij je bil dosti vremensko slabši, kot je bilo prejšnje leta. Srečo imamo to, da imamo dosti notranjih kapacitet, pokritih kapacitet, tudi vodnih površin, tako da naši gostje, tako zunanji kot hotelski, lahko še vedno koristijo naše kapacitete. Imamo tudi topogane, ki obratujejo neodvisno od vremena in še vedno lahko zagotavljamo zelo širok spekter ponudbe. Koliko obiskovalcev pa ste torej doslej zabeležili? Obiskovalce smo zabeležili v mesecu juliju enako število kot prejšnje leto, tako da z obiskom smo zadovoljni. Obisk nam je nekako porazdeljen skozi cel teden, tako da več ni tistih konic poslovanja, velike gneče. Spet naša prednost, ki jo imamo napram drugim kopališčem, je veliko naravne sence, veliko dreves, tako da pri nas nimamo senčnikov, je pa ležanje pod krošnjami dreves čist drugačen občutek, ker daje les tisto hlad, prijetnost, čuje se veter v krošnjah in seveda osvežitev potem v bazenih, tako da je to prava kombinacija za poletje. Ste morda vpeljali tudi kakšne novosti? Zadnje leta se čedalje bolj posvečamo tudi ciljni skupini, ki smo jo malo zanemarjali, to so pomeni manjši otroci do 8. leta starosti. Tako smo že lani nabavili vodno igralo, kjer se lahko res tisti najmanjši preizkušajo v spustih po topogani, so takšne plezalne progice gor. In tudi poletna animacija, letos je ta novost, da smo jo dejansko prilagodili na to manjšo skupino, pomeni, da so kreativnice, kjer rišejo, berejo, imajo igre bolj ali manj na suhem, kajti zavedamo se, da ti otroci niso še tako plavalci in je prav, da tudi njim damo neko doživetje, ko pridejo k nam, ne pa samo, da je dogajanje v bazenih. Kot ste že sami omenili, pa nam vreme to poletje ni prav prizaneslo, veliko je bilo dežja, močnih neurij. Kako se potem soočate s to situacijo? Kako jo rešujete recimo tudi na zunanjih bazenih? Predvsem zunanje bazene zagotavljanja varnosti pomeni, ko ugotovimo, da takšna dejansko poslabšanje vremena prihaja, se zaprijo vsi senčniki, kopalce se tudi pozove, da se umaknejo v notranjost not, tako da predvsem veter je težave, da ne prije do kakšnih delov, ki letijo po zraki. Seveda pa naslednji dan je to, kar predstavlja za nas veliki izziv, kajti bazeni so polni listja, ki ga prenese not in treba kar posvetiti spet nekaj truda, da se to vzpostavi. Ampak do zdaj nam je uspevalo, na srečo nismo imeli tako hudih zadev, tako da smo vedno tudi po teh hudih neurjih lahko nemoteno odprli naše kopališča. Poletje pa seveda še ni konec. Kaj bi rekli, da pričakujete še do konca letošnje sezone? Pričakujemo malo bolj stabilno vreme, tako da bomo lahko izpeljali vse zastavljene aktivnosti, ki jih imamo. Poleg samega dogajanja pri nas smo tudi se povezali z Ticom, tako da je dejansko tudi malo širše dogajanje. Tako so četrtki namenjeni kulturnim predstavam, vsako soboto je nastop glasbene skupine, vsak drugi četrtek oziroma petek je kino na prostem, pa še domače tržnice, ki so četrtka do nedelja. Tako da kopalci, ko pridejo do nas, imajo lep kopalni dan pri nas, lahko tudi nekaj pojejo pri nas, kajti imamo tudi kar nekaj gostinskih obratov znotraj kopališča. Na koncu si pa še lahko ogledajo kakšno kulturno predstavo ali pa ostanejo tudi malo dlje v Moravskih Toplicah na kakšnem glasbenem nastopu. Imate morda informacije o tem, ali so večinoma domači gostje ali tuji gostje?
Nekako imamo zdaj v poletni sezoni pol, pomeni prevladujejo seveda slovenski gostje, ostalo polovico pa predstavljajo večino avstrijski gostje, madžarski gostje in hrvaški gostje. Tako da smo takšna pisana mešanica, vsi zelo radi prihajajo, pravim, predvsem zaradi tega tudi, ker smo kar veliki in ponujamo tako adrenalinske zadeve, pomeni topogane Aqualoop Kamikaze, kot tudi za tiste najstnike, malo manjše topogane, bazenčke, kjer lahko stojijo, pa zdaj je zelo popularno to za male otroke, ko nabirajo tiste prve izkušnje v tisti čist mali bazenčkih in preživijo lep dan pri nas. V preteklih letih pa ste imeli tudi določene akcije za tukajšnje goste, pomurske prebivalce. Imate tudi letos kakšne akcije? Letos smo tudi pripravili zdaj v prvi vrsti za občane občine Moravske Toplice, kjer dajemo popust na kopalno karto. Smo pa šli tudi v začetku junija v akcijo, to je zdaj že 3. leto, ko imamo, in to pomeni, da vsem pomurskim šolam, otrokom od 5. leta naprej smo podarili brezplačno vstopnico, ki jo lahko potem pokoristijo v času poletne sezone, tako da imajo lepe počitnice in jih preživijo tudi pri nas. Super. Dejan Horvat, najlepša hvala za obisk in uspešno sezono še naprej. Hvala tudi vam. Slovenijo so v zadnjih tednih pretresla močna neurja s sunki vetra in točo, ki so za seboj pustila nepredstavljive posledice. Ponekod je več podrtih dreves, odkrite so strehe in uničene stavbe. Občine pa se srečujejo s težavami, kako čim hitreje popraviti škodo. Da bi bila sanacija po neurjih lažja, so na Ministrstvu za obrambo predlagali, da bi država občinam stopila nasproti in omogočila čim hitrejšo finančno pomoč. Kot je po včerajšnji seji izpostavil minister za obrambo Marjan Šarec, je država intervencijski del lani že uredila in lahko občine finančno pomoč za intervencije prejmejo tudi v enem tednu. Medtem ko je sanacijski del še vedno neurejen in se na finančno pomoč za sanacijo čaka tudi po več mesecev. Del, ki zajema intervencijo, je bil lani rešen z dodatkom v zakonu. Sanacijski del pa zadeva več ministrstev. Zato smo se danes dogovorili, da bomo v prihodnjih dneh se sestali in tudi se dogovorili in našli načine, kako pospešiti vsaj tisto nujno sanacijo, da ne bi zadeve trajale predolgo. Ukolikor bodo na ministrstvih sprejeli nov zakon za sanacijo po neurjih, se tako v prihodnje obeta hitra finančna pomoč tudi za primere sanacije, kar pomeni, da bodo uničena območja hitreje sanirana, strehe in poškodovane stavbe pa v najhitrejšem možnem času obnovljene, da ljudje ne bodo dolgo čakali. Tako kot smo storili pri intervenciji, kjer občine zelo hitro dobijo intervencijske stroške povrnjene, zato da se ne zajedajo v lastne proračune, ali pa kjer škoda presega proračune občin, zlasti v manjših občinah, in to deluje ta hip zelo dobro. Ker pa so tudi v prihodnjih dneh še napovedana močna neurja s točo, na ministrstvih in civilni zaščiti ponovno opozarjajo na nevarnost in ustrezne zaščitne ukrepe, da ne bi prišlo še do hujših posledic. Apeliram na to, da državljani, pa tudi tisti, ki organizirajo posamezne dogodke, da bodo pozorni na napovedi, na dogajanje v okolju, v zraku in vse skupaj, in se ne izpostavljajo sebe ali pa drugih tem nevarnostim. Po mnenju vodje civilne zaščite so možne tudi težave pri intervencijah, saj so dogodki po celotni Sloveniji v tolikšnem obsegu, da so ekipe na terenih že nekoliko izčrpane in okrnjene, tako da je vsakršna pomoč dobrodošla. So ti dogodki, ki se zdaj vrstijo že cel teden, obremenili tudi vse reševalne sestave do te mere, da pri nekaterih ali pa v nekaterih občinah imamo že malenkostne težave pri zanavljanju in pri zamenjavi sil, ampak trenutno kritičnih točk še ni. Tudi po državi potekajo iz vladne strani, bom rekel, ogledi. Danes je na terenu državni sekretar in jutri bo pa nekdo drugi, ker se tudi sam se udeležujem tega, bom rekel, priprave
različnih rešitev. Burno vremensko dogajanje je sicer trenutno napovedano še do sobote zvečer, ko so ponovno možne močnejše nevihte s točo in sunki vetra. V nedeljo pa se po napovedih meteorologov obeta začetek lepšega vremena brez močnejših pluh in neviht. Velike posledice neurja so medtem še vedno vidne tudi v Pomurju. Nekatere strehe so še vedno odkrite, podrta so drevesa, uničena pa je tudi gradbena infrastruktura. V parku v Rakičanu je po močnem neurju minuli teden še vedno opaziti številna podrta drevesa. Prav tako na sanacijo še vedno čaka prelomljen žerjav na gradbišču Doma starejših Rakičan. Škoda pa je tudi v bližini Sopoškega jezera, kjer je neurje terjalo davek tudi na Pomgradovi infrastrukturi za izkop gramoza iz tamkajšnje kamenšnice. Njihov bager trenutno plava v Sopoškem jezeru, kako ga bodo dvignili iz vode, ter ali je še sploh primeren za uporabo, pa trenutno še ni znano. Sanacija škode po neurjih bo tako, kot kaže, tudi v naših krajih trajala še kar nekaj časa. V nedeljo se bo mesto Maribor spremenilo v veliko igrišče. Z veliko otvoritveno slovesnostjo, ki bo potekala na Ljudskem vrtu, se namreč pričenja Olimpijski festival Evropske mladine, ki bo sprejel okrog 2420 mladih športnikov iz 48 držav, pomerili pa se bodo v 11 športnih panogah. Za Olimpijski festival Evropske mladine je bil popolnoma prenovljen atletski stadion Poljane. Vsa dela sicer ne bodo zaključena pravočasno, a mariborski atletski klubi so navdušeni nad tem, da bodo lahko tudi po festivalu trenirali in tekmovali na certificirani opremi. V bistvu smo dobili stik z pogoji takim, kot morajo atletiki biti v Evropi, po svetu. Mariborski stadion je generalno prenovljen, na njem je v bistvu vse novo. Vse, kar pogledate, vsa oprema ostane tu za naše tekmovanje na vseh nivojih. Glavno dogajanje, tekmovanje, bo potekalo na 13 prizoriščih po Mariboru. Mladi športniki in športnice se bodo pomerili v 11 panogah, od tega v kar 3 novih. To je gorsko kolesarstvo, ker smo nekako želeli tudi vključiti Pohorje, potem košarka 3x3, ki se bo zgodila v centru mesta na Trgu Ljavna Štuklja, da nekako približamo tudi urbane športe širši javnosti. In pa še kot zadnji, rolkanje, skateboarding. Dogodek, na katerega se v mestu pripravljajo 2 leti, potrebuje ogromno organiziranosti in ljudi, ki so pripravljeni pomagati. Okrog 200 ljudi bo skrbelo samo za to, da bodo športniki prispeli v mesto. Pobiranje ljudi na letališčih, potem imamo prevoze po mestu, delegirane prevoze skupaj z vojsko, Marpromom, Arrivo, tako da je kar številka kar visoka. Več tisoč, natančneje 18 tisoč, bo samo dnevno pripravljenih obrokov za tekmovalce in prostovoljce, ki se v zadnjih dneh 24 ur na dan trudijo, da bo vse potekalo tako, kot mora biti. V mesto prihajajo ljudje iz 48 držav, mladi ljudje, tudi njihovi starši, tako da naš cilj je, da se v Mariboru dobro počutijo, da se tukaj fino imajo, da se kdaj kasneje tudi v mesto vrnejo, ali pa morda tudi dober glas v Sloveniji, v Mariboru širijo v svojem krogu. Olimpijski festival Evropske mladine bo zraven velikega števila mladih športnikov in športnic ter drugih obiskovalcev v mesto prinesel tudi pester spremljevalni program, ki se bo dogajal na 4 lokacijah. Glavni trg, Mariborski otok, Trg Svobode, tam bo fanzone in v mestnem parku poimenovana relax cona, čudovit mestni park, ki ga imamo v samem centru mesta, zelena površina in ki jo želimo nameniti tekmovalcem, sproščanje po njihovih napornih tekmah, treningih. Različni koncerti, delavnice, bralni kotički, športne igre, kulturne prireditve, tudi modne revije. Vse to dogajanje bo spremljava Olimpijskemu festivalu, ki se v Mariboru pričenja v nedeljo z velikim dogodkom v Ljudskem vrtu. Čez 200 nastopajočih, edinstvene točke, scenografija, ko nastopajoči prihajajo od posameznih točk do združevanja, do potem skupnega nastopa in moment, katerega se gradimo ven, je Plamen miru. Večina mladih športnikov iz vse Evrope v Maribor prihaja v soboto. Tenisači bodo s tekmovanji pričeli že na dan otvoritve, ostali pa v ponedeljek. Od 29. julija naprej pa se v Veliki Polani obeta Pomurski poletni festival, ki bo ponovno postregel z zvenečimi glasbenimi imeni, zabavnimi igrami ter pestrim spremljevalnim in kulinaričnim programom.
Poglejmo, kaj vse se bo dogajalo. Večerno koncertno dogajanje letošnjega festivala bo otvorila skupina Weekend Band, potem pa sledi nastop pop izvajalke Lidije Bačič. Letošnja nedelja je na Pomurskem poletnem festivalu rezervirana za obeležitev obletnice podpornega gasilskega društva Velika Polana. Letos obeležujejo 100. obletnico. Vzporedno pa bo potekala tudi turistična tržnica, kot že vsako leto, kamor vabimo vse ponudnike vin, kulinaričnih dobrot in rokodelskih izdelkov. Stojnica je za ponudnike tudi letos brezplačna, zato vse, ki so zainteresirani, vabimo, da se oglasijo v Tic Štrku in si potem tudi s tem zagotovijo mesto. Dogajanje bo potekalo od 17. ure naprej, kjer bo plesišče za večerno dogajanje ogrela skupina Misteri, potem pa sledi ekskluzivni koncert Vilija Resnika z bendom. Potem ponedeljki so tradicionalno namenjeni balinanju, ki se prične ob 16. uri. Eno uro kasneje pa potem sledi nogometna tekma med predstavniki občin in pa predstavniki medijev, kamor ste vabljeni tudi sami. Zvečer bo prvo na oder stopil ansambel Aktual, nato pa sledi koncert avtorja številnih glasb in pa besedil Mladena Grdoviča. Torek in sreda sta na letošnjem festivalu rezervirana za predstave za najmlajše in pa predvsem za evrovizijsko obarvano letošnje poletno dogajanje v Veliki Polani. V torek 1. avgusta se bo ob 19. uri odvila predstava z naslovom Zajčkov zvonček. Na odru pa bo najprej nastopila skupina Pravi moment za žensko vokalistko na čelu skupine, potem pa prvič v Veliko Polano prihaja skupina Joker Out, ki zdaj že rekordno dosega tudi odre preko slovenske meje. V sredo je na vrsti predstava za najmlajše ob 19. uri z naslovom Medvedje simfonije. Na oder pa potem zvečer prihaja prvo heavy metal skupina Einschlag, potem pa v Veliko Polano pridejo kontroverzni Led 3, ki se ponovno vračajo v Veliko Polano, saj so naši redni gosti. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta ta vikend. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 20 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko, Lendavi in Murski Soboti namerili 19, v Radencih pa 20 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne pa od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 16, dnevne pa okrog 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in postopno spet bolj vroče. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 14 do 19, čez dan pa od 26 do 31 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nas videnje do prihodnjič.